neka blagovna izmenjava, recimo ti meni daš džabuko, jaz pa tebi dam hruško, ne. Na Marse. Ja, veš, na tako, ker kako bojo začeli z narom, pa te bo, pa služba mi že bojo gore, kaj te veš, ne, ampak te bojo že. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav. Kaj z Friendividom? Prvi friend v Friendividumu. Mihec Korbič-Lesjak, ne? Počaščen, da sem prvi friend. Zdaj se je sliko, kaj pokaže mišice. Ne. Vroče mi je v taki družbi. No. Zadnjič smo se dobili, pa smo se pogovarjali, pa smo zapadli v debato eno, malo bliže. Pa smo zapadli v debato, naprej politika, pa dobro, prvo še NBA, pol pa še vesolje. Te pa smo rekli, da smo danes dobili. Ja. Pa vsakič bomo se na neko določeno obdobje, pa neki tematiki. Z nekim kolegom. Bilo kjer. Če pa ne bo noben za, pa bomo sama. Ja, ni Tematika panike. pa random. Ja. Mislim, kaj ti pride. Tako malo sproščene epizode, sporedno z tistimi resnimi gosti, ne? Tako praktično bolj. Da je rekel, da to ne bo resno. Ja, si zdaj že potrdil, ja. Ja. Si videl? Elon Musk, Elon Musk, kaj je storil, kaki pozdrav je naredil. Ja, to sem videl. In posledičen padec delnic, ne? Ampak Ja. moraš se z rezervo jemati. Ne da ga zagovarjam, ampak Vsaka reklama dobra reklama, ne? Pa Ja. Twitch je slaba, ne? mogoče je narobe bil razumljen, ne? Ne, zato ker tudi več kandidatov je že to naredilo kao on, ampak veš, on je taki kontroverzni, da bi takoj na to pomislil, da misli najslabše, ne? Jaz mislim, kaj je bilo. Ne vem, jaz sem prvič to videl, sem mislil, kaj je bilo pač na ključe. Kaj pač človek je tako pozdravljal, ne? Ja, no se to glih pravim, ker dosti kandidatov iz prejšnjih volitev, meni se tudi porozdelo, pa ni še to. Pa dvakrat, ne? Ja, ni Ne tega enkrat, naredil, dvakrat. ne. Ampak ko sem videl slike z prejšnjih, mislim, z preteklosti, so tudi, ne vem, Hillary Clinton pa Obama so tudi tako delali. Pač kako moraš biti čuden, ker bi se ti pred tem, jaz sem pa danes ponašal tisti To vem, da. pozdrav, veš, to pač, zakaj bi to razmišljal? Veš kaj? Načrtno ni bilo. Te Kaj je bil v hajpi. Ja, samo hajpan. te še ima nekaj falilo, pač manjkalo. Kaj, brki? Druga roka. Ja, ok, dobro, ja. Ampak ja, zdaj kako vzame vsak, ne. To. Jaz sem bral, da je njegov dedek bil zelo za toti apartheid pa rasno razlikovanje pa to. Ker on je v Južnoafriški republiki živel, ne. A dole? A to niti nisem vedel. Oziroma bil tam nekaj časa, nekaj v tem smislu. In da njegov dedek se mu je ful to dopadlo, ne. In pol so kao začeli v tem bolj levičarski mediji povezovati, ne. Pa Zato, ker je s tem gor rosa. samo ja mislim, da to bilo spontano. Ja, na Ni ključ, to ja. bilo nič resnega. Kaj misliš? Koliko povezav bodo nam mediji delali za potem, kaj se menimo potlik, da bomo mi uspešni enkrat, ne? Kaj si, no, kaj da si mislili vse, kaj vse mi podpiramo. Kakšne globoke teme so imeli, kritizirali. Oni so bili tisto novo gibanje. Kaj mislite, da bo kdaj to škodilo, mislim, da se javno pogovarjamo, oziroma... Če bo kdo imel, samo AI napreduje, ne? To bo hitro šlo v analizo skozi, ne? Kako to? Kaj napreduje? Veš, zdaj sem razmišljal, ok, zdaj, da smo recimo 10 let nazaj, pa da bi nešče samo tebe preučil do take potankosti, kaj bi vse podcaste gledal, kaj si ti kdo povedal, ne? Aha, To dvojim, ne? Samo če AI tako napreduje, pa čita vse stvari, bo po moje hitro lahko kdo kaj našel, ne? ja, ampak problem je, meni se ne zdi, da tudi na podcastih, ali pa to, kar smo mi pogovarjali, da bo kaj tako, veš, moralno spornega ali pa kaj, ampak lahko pa, da bo vzeto iz konteksta. To. In ko bo vzeto iz konteksta, bo se samo tisto napihovalo, ne bo pa se cela zgodba, ampak ne vem, mislim, nismo mi take kontroverzne, že pa velike ribe tu, ja, da bi
ne vem, mislim, meni za 10 let bom jaz to nazaj pogledal, pa smisel pizdarija, nekaj novega sem takrat prvo, pa tako, veš, malo smo se dobili, pa pomenili. To za mene, ne pa tudi, če bom uspešen, kar, ne vem, to bom žalil samo, veš, življenje ti prinese, ampak to jaz ne bom gledal na tudi pogovor, ali pa podcast, ali pa kjera druga, jaz ne gre kot nekaj, veš, da mi je žal, razen če bo res nekako slabo, samo kaj bo te, Ja, razumem. Ja. Ja, mislim, da bo po mojem si marsikdo neki predsodek ustvaril. A v nas? Ja, ampak to tako ni vpliva. Tak da. Ja, mislim, samo vsak pravico do svojega mnenja. Ja, pa... Dokler spoštuješ mnenje drugega, veš. Največji predsodek po moje, ki je prenos lahko takoj, z prve roke. Pa kaj bi bilo zdaj, če ste tako mladi? Ne? Tako, ja. Ja. To je Ali pa če se ven metate, če biti prepoznaven. Ja, to... ja. Ampak ne. Kaj bo te za oni s tem podcastom, pa samo toliko, da se... Meni je čisto fajn že to, veš, ker smo se mi gnas dobili. Bi se, če naj imeli tega mikrofona, sami gnas naj bi to umenili. Pa ja, Ja, to je res. ja vsak bi bil na svojem koncu. Mogoče se sploh več druži, ne bo toliko. Dobesedno. Mi se zdaj načeloma največ s podcastom. Se vidimo, ja. Ampak, Ja. veš, najreč zaznate, morate. Ja, to že kot mi jemljamo kot vezno druženje, tako da se veš niti tako ne družimo. Ja. Samo meni je fajn to, da je neka vez, ki ostaja. Ja, da vas združuje. Tako da, ja. Zadnjič smo takrat, ko smo se o vesolju pogovarjali, smo naleteli na neko skupno nestrinjanje, če je pametno, da sploh potujemo v vesolje, oziroma da investiramo toliko denarja izven zemlje, raziskovanje izven zemlje, če imamo kljub temu tu neke probleme. In bolj so mnenja šla malo na ven. In to mi je bilo ful všeč. In takrat smo se bolj pogovarjali, da bi to še enkrat posneli. Oziroma še enkrat posneli. Da bi še enkrat si malo bolj utrdili mnenje, pa se o tem pogovorili. Utemeljili. Tako, evo, vidiš to smislu. Kaj bi povej za svoje mnenje? Ja, no, jaz sem bil na tej strani, da se mi zdi še vedno uporabno, da raziskujemo vesolje, pa predvsem je bil argument, da smo s tem dobivamo neka nova znanja, ki jih pol lahko apliciramo. Potem tudi na zemlji. Ja, jaz bi za sebe rekel, da sem bil neutralen. Mislim, strinjal sem se s tistim, kar je on povedal, kaj bo še tako povedal enkrat, pa tudi s tem, kar si ti povedal, mislim, nisem se mogel točno predeliti, veš. Ja, sej, po moje se Patrik tu išče in strinja, veš. Jaz recimo, zdaj sem razmišljal, ne, pa mislim tako, ne. Ok, kaj malo razložimo, ne, kaj je vzadje. Ja, povej. Ne. Elon Musk, plan kolonizirati Mars, ne. Torej, ljudi preseliti na Mars iz Zemlje. Te pa pač je sploh to možno, ne, to je prvo vprašanje. Ti si malo predstavil to, Mars. Pač ne pozaj predstavljam, ne. Ja. Je to sploh možno? Veš, Ja. prvo, če pogledamo strukturo Marsa, oziroma pač kakoli kot planet, ne, imaš atmosfera, ni niti približno podobna naši, ne. Torej to pomeni, da je mogel biti vedno oblečen, če bi hotel biti vuni. Že izgubiš neko udobje, ki ga imamo recimo tu na Zemlji, ne. Potem imaš ni magnetnega polja, ne, ki ga imamo na Zemlji. To pomeni, da bi bili izpostavljeni temu sevanju, ki tu na Zemlji nismo, torej ki je 150-krat močnejše, kot je na Zemlji. Tako da bi bili rakotvorne bolezni, ne vem, mutiranje DNA, ne. Ja. Pa kaj še? O voda. strukturi zemlje, ja, si govoril. Atmosfera, 95% CO2, nekaj takega, ne. Pesek je dejansko. Pod peskom oziroma pod zemljo je pač so ledeniki, torej voda, ki ni v tekočem stanju, ne. Pa se bi do tega mogli dokopati, kdaj mi prišli tja. Veš, mi nimamo nič tam, ne, nič mehanizacije. Veš, kako bi prišli do vode, ne. Ja. Kaj si ti izpostavil, ne? To sem si celo šel prebrati. Pač bolj me je zanimalo to, kar si ti rekel, drži, ampak mene je zanimalo bolj, kako si je Musk to predstavljal, ne? Ker je bolj, ko ne bil Musk naša tema.
In potem sem pač naletel na tudi izraz terraformiranja Marsa, kao da bi dobesedno planet nekako spremenili, da bi se prilagodil planet nam, ne mi planetu. In da bi pač ustvarili atmosfero z nekimi toplogrednimi pline, pol taljenje ledu ali nekaj, da bi kot neka zbiralnika, ampak zbiralnika, ki bi v resnici bila jezera, da bi imeli vodo, pol bi bil vnos, mislim, transport, ne vem, zemlje ali pa česa, in pol bi se tako on to, pač to je njegova ideja, pač glavni izraz je terraformiranje. To sem prvič naletel na tudi izraz. Vsega ni niti prevedenega v slovenščini. Ja, mislim, tu mi izpiše terraformiranje, sem nekako bi to slovo v slovenščini. Pač dobesedno ti planet prilagodiš sebe. Zdaj pa smo spet in on bi ga prilagodil sebi, ker je na zemlji, kao slabo. Ampak Ja. kaj smo pa mi na zemlji isto naredili? Mislim, in kam to vode isto, ko je zdaj na zemlji, ne? Probleme. Ampak si videl način, kako bi to lahko naredili. Kak? Atomsko bombardiranje Marsa. A ja? Ja. Ja, To je eden izmed mislim, načinov. bral To sem sem- zasledil, nisem šel v podrobnosti, ampak to je bilo tako. No, jaz sem zasledil Plan, tako ne. neki izpust toplogrednih plinov, pa to, da bi se ja, atmosfera ja, pa... ja, tudi, ja. Mislim, vse hipotetično, verjetno je možno, ne? Ampak... Kaj pa Pač to ne, z dolgotrajni naslovom? proces bi to bil, ne, Ja. to naj bilo v 2-5 letih. No way, pač ni šanse. Pa kaj to za sabo prinese, se pa, veš, Ja. Koliko dejansko investira Amerika? Sem šel gledat. Amerika ali SpaceX? Amerika. Amerika, Državnega denarja v... ogromno, Kaj? ogromno. Misliš? V primerjavi z hladno vojno, koliko je investirala. V času hladne vojne je Amerika investirala 4 nekaj procentov, to je bilo kar dosta, 4,41%. Ne. Danes, pa koliko bi rekla, da investira? Skupnega kaupa, Torej, koliko procentov bruto domačega proizvoda? BDP-ja, kaj to je menih? 7, 8? Ne vem. 0,16. Ful malo. Ne, Oni so nekoč ogromno porabili. tako so Ja. stisnili. Ja. In tako bil eden od spodbudnih rezultatov, ker nekoč so ogromno To jim kritika bila ja. ogromno v NATO, pa pol v vojaško, torej Vietnam, hladne vojne investiranje, ker so kao ogromno denarja porabili tam. To je zdaj investiranje v kakšnem smislu. Koliko država namene, torej državno podjetje NASE za raziskovanje? Torej nas je ne SpaceX. Državnega denarja. To je državni denar. Ja, SpaceX je firma svoja. Ja. Tako da nas je samo. Ja. Nas Mislim, je dosti manjša od SpaceX. Ja. 25 milijard, leto 2022 mislim, da so imeli. SpaceX pa 22, mislim, kaj je 150 milijard. ok, dosta več, recimo, javna firma je Ampak dobra. ne bi rekel. Ampak moraš vedeti, da tudi država veš, investira v smislu tako, vojska pošle svoje satelite gor. To ti pride 100 milijonov. Da en satelit spraviš gor, ne. Veš. Pol imaš, ja pač to so sateliti, vojna industrija, veš, to se vse se poveže potlej, ne. Te se jim ne bi, na koncu bi se jim tako te splačalo, če bi NASA pa SpaceX združili, ne, ampak kaj bi bil preveliki vpliv njega Samo veš, NASA ima neko zgodovino. To pa opet tisti, če Ja, SpaceX pa jo ustvarja. veš. Združili. Kaj bi te kupil? Elon Musk naso. Ja, mislim, ne, na podlagi tega, glede na to, zdaj, kako na videz, da si Trump pa Musk blizu, ne, da bi to igralo kako vlogo, da je pač prišlo to pod roke Muska, oziroma, ja, mislim, veš, da bi združili, da naj bi bilo dva budžeta, mislim, vsak svoje raziskoval, veš, pa je SpaceX nekaj vlagal, pa raziskoval, pa NASA, Bog ve, v kaj vlaga, pa raziskuje. No, mislim, po mojem bi se jim bolj splačalo, ne. Vseeno, če imaš eno firmo, lažje
nekaj doseže, mislim. Vse jaz mislim, da povezujejo med sabo, veš, pa konkurenca mora biti, da ti drugega malo porimaš naprej. Spodbujaš. Veš, v smislu, oj, to razvilo, oj to. Aha, da Ne, delajo dajmo še te. mi hitreje, ne. Ja, to pa tudi res. Veš, v takem smislu. Pa tam so, mislim, državna firma je, mislim, če imaš ti eno firmo, ki je lastnik, nek podjetnik, pa to tam so interesi kapitala, ne? Ja, to pa tudi Državni res. firmi načeloma ni Naj tako. ne bi bili, ampak Mislim, pa poglej. tudi vse je, ampak ne gre za kapitalom vedno, ne? Bolj za državo, ne? Pa državnimi interesi. Mhm. Tako da to tudi se mi zdi ok. Ja. No, en fun fact, sem se spomnil na prejšnjo temo, to, kako bi Mars prilagodili, ne? Tisti je rekel, da je prehladno za nas. Ja. Na Marsu oni bi... Povprečna temperatura minus 62 Ja. stopinj Celzija. In veš, kaj bi oni naredili, več. Oni bi satelite tam poslali, da je bili kot stekla in bi odbijali Sončevo svetlobo na Mars, mislim, da Mars je grevali. Veš, kako dolgo bi to trajalo, ne? To pač se to zdi res taka smešna ideja, kaj si mi je zmislil. Ja, pa saj še ena ideja je bila pač, kako narediti umetni magnetizem na Marsu, ne. Ja, Ne vem ti razložiti, ker ni šel v podrobnosti, ker bi preveč dolgo to bral, ne. ja. Ampak pač poslali bi isto pač neko magneto tak, pa je bila na enem koncu, na enem poli Marsa, pa drugem poli. pa bi ustvarili Veš, magnetno kako polje. močna magneta bi to mogla Ja, biti. jaz te nam zdaj razlagal, ker si nisem pogledal, ne, ker ne nekaj narobe Veš, vazil. pa kdo bo to, kako bo to fiksno vesolje, mislim, ker sateliti krožijo, ne. Imagine, da bi te satelite nekaj vleklo stran zemlje. Da bi se vsi gor nad Marsom zbirali, pa kam je te šlo? Ja, verjetno na Marsu. Nad Marsom, ja. Ja, veste, ideja so, ne? Ja, saj glej, da ostanemo zdaj na Marsu, ne. Saj kako bi potli mi premagali to rešitev mrzlote, pač neživljenjskega stila, življenja zunaj, ne, v atmosferi. Ja. Kako? Jaz sem si vedno predstavil neko kupolo, veš. Ja, saj Tako to, ne. to je vedno To je futuristično tako- predstavljeno. Tako v SpongeBobi, ko imamo veverca, a? Ja, misliš, pač ne vem točno, ampak ja. Taka finta. Ja. Ja, taka finta, ja. Kako pa? Iglu Kako bi pa se- te je to bolj življenje? To glih. Ti si se zato, da si pač, ne vem, neko futuristično stvar je, nekaj nedotakljivega trenutno, ne. Veš, na zemlji, veš, kako ljudje funkcioniramo, hitro se naveličamo tega, kaj imamo, ne. Ja, Pa vedno krepenimo po nečem novem. In veš, to je nekaj nedosegljivega nam, pa bi radi to imeli, ne. Čeprav zdaj gledaš samo na to, če bom jaz tam, glej vsi do tu na starem položaju, jaz bom nekaj tam na novem, nečem prihodnosti, ne. Veš, ampak potem pa pozabiš, čemu se odrečeš. ja. Samo jaz Odrečeš gledam se svobodnemu gibanju. to bolj kot turizem, da bi oni ta hodili turistično, ja. ja. Ampak samo veš, kaj bi to bolj vseeno vzelo, ker se vseeno moraš ti pripraviti na odhod v vesolje, pa... Samo, ne vem, na Mars ne rešiti ti turistično, najprej brez da spostaviš kajkoli. Ja. No, mislim, da bi to bolj, da ljudje ne bi tam živeli. Ne vem, tako. Ja, še to mislim, da tudi prvoten namen bil Moska, ne? Turistična polja. Njegov je še vedno zdaj prvotni cilj turistično potovanje Ja, v vesolje. ampak tako, v zadju tudi, da tam novo civilizacijo Vikend. zgradi. Ja, Samo ti moraš znati, no, pač, če bi mi hteli kaj spostaviti, kakokoli stavbo tam, človek ne bi bil tam. Roboti bi bili prvi. ja, oni bi mogli, ja. Nadaljavo bi se vse delalo, se ne bi človek tam delal nič. Samo mislim, ko bi pa bilo zgrajeno, pa bi prišli tja, kako bi vedeli, kak je, mislim. Vse dobro, sploh to že imamo funkcionira, inštrumente, ne, ki, tako so ovi Mars rover bili pa to, ne. Ne to, ampak kako se sploh obnašati na tajem planeti, če nikoga ni pred tabo in boš prvo turista poslal. Ja, Razumeš? Ne, Saj veš, kak je plan. Ko deluje. Ja, ko deluje. Pač, te, ko ja. ti spostaviš, deluje te, ne greš. Mhm. Samo to je še, to ni v roku 2 let, tako on rekel. 2 let? Ja, on je rekel v roku 2 let. Ja, ne. In veš, zato Znam sem se karte že prodajajo, ali neka fora. mislim, ker se lahko praviš kot prostovoljec, ki greš, ne. Pa veš, da naj šel. Ne bi šel. Ne riskiraš življenja, ki bi bil potli zapomnjen, ki bi ti gor na tvojem nagrobniku pisalo Mihec Korpič Lesjak, prvi, ki je poskusil Ja. iti na Mars. Ki je Ne, poskusil, bilo fajn. ja, ampak mu ni Ne, uspelo, bilo zdaj fajn. pa ga imate tu. Ne, ja. Ja, tako je mišljenje, ne. So, No ja,
In to bi rešili s temi kupilami, ki bi notri bi pač ti v prostoru živel, pa to te sončni žarki, kaj bi prišli. Bi jih ti skozi to kupili, tako bi bila stvorjena, ki bi jih pač sprejela, spustila skozi, tako pri nas deluje atmosfera, ne? Ja. Veš, greenhouse efekt, ne? Ja, ja. Ki gre skozi žarke, tla, pa se segreje, ne? Tako se segreje. Tla, ja. Oziroma kupo, ja, se bi zadržala, ne? Ja. To je, smo se pri fiziki večili, zakaj dejansko pride do zelenega, mislim, greenhouse efekta. Najprvo pridajo kratkovalovne sevanja, ne, čez to, pa to ima visoko frekvenco, ne, valovanje, pa prebije, potem pa, ko se odbije od predmeta, spet predmet seva, ne, in to svetlobo, temperaturo, toploto dejansko, ne temperaturo, pa dolgovalovno, ne, sevanje. In pol se nekaj odbije, nekaj reflektira, pa nazaj ven, ampak večinoma pa je odstotek višji kot... No, ampak očitno se... Ker so dolgo valovni, pač ne grejo več ven. Ja, ampak očitno se verjetno v sodnem cajti večji delež gre tudi ven, ne glede na to, da so ozonska luknja. Samo se krčijo. Se? Mislim, da vplivamo na pozitivno. No, ampak je verjetno, je možno, da zaradi tega, ne? Oziroma, ne vem, če se krčijo, ne rasejo. Mislim, da ozonske luknje, da so zaradi tega, ker večji delež je šel pač nazaj, da se ni, tako si rekel, razpršil, ampak je šel nazaj direkt. Ne, te luknje so po mojem tisto z škodljivim sevanjem, ki pade skozi. Veš, zato ne vem, kožni rak. Ja? To se jaz bolj mislim, ker veš, če je problem globalno segrevanje, te ne gre toplota ven, ne. Lahko pa stričeka vprašam. Ne, pač, glej, jaz mislim, da je tako, ne. Po moje so bolj tudi, veš, rakotvorno sevanje. Možno, mislim. Infrardečo. Ja, ki spolu ustvarja... To ti veš bolj kot zdravstvene delavec. Kaj te zdaj vem, da kaj je ozonska luknja? Ne, kaj nam povzroča kožnega raka. To ja. Ampak mislil sem zaradi tih ozonskih lukenj, ampak nisem vedel, da se krčijo, glede na to, da raste. Ne, pač ne naravke se krčijo, ampak stagnirajo, po moje. Pa se ne širijo več tako hitro. Ja. Hvala Bogu. Naj se ne, dokler sem še tu, pa. Ja, se to je tako zanimivo, da mi sploh ne imeli takega vpliva do teh greenhouse efektov. Ja, zaradi tega, ker je že iz preteklosti bilo tako, ne? Ker je bil prevelik. Mater smo opet z Marsa prišli na Zemljo. Mi hitro potujemo to, ne? Ampak dobro, ne, mislim. Ja. No, tam smo pri atmosferi ostali. No, samo pravim, samo ker v preteklosti se je naredila huda škoda. Zaradi tega. Komu bi ti rekel, kaj je večja škoda naredil? Mi zdaj delamo veliko škodo, ali naši stari? Ker mi se nastavljamo. Vem, ja, mi samo nadaljujemo. Ja. Sicer nekaj smo kao zatrli, oziroma... Samo, če ti gledaš na fosilna goriva, še vedno 80% energije deluje, veš. Jaz mislim, da imamo ogromno drugih problemov, vojaških, političnih, ki jih ne bom brez tega, preko nemo tistega rešili, mi nemo globalnega segrevanja rešili. Ja, samo to je žalostno, ne? No, veš, kaj bi jaz tudi rekel? Dolgi so nemo ljudje začeli dojemati, kak prebivalci planeta Zemlja, nemo nikoli. Ker se zdaj kot prebivalci svoje države. Samo za svoj red gledi vsak. Ja. Pa še mogoče premalo se zavedamo, da bomo enkrat umrli. Ja. Da bi ogromno ljudi čutilo manjšo pomembnost. Umrli ali izumrli? Mislim, vsak posameznik, da bi vedel, da bo umr, da je to minljivo, pa da ni smisla tako širiti svoje pomembnosti oziroma veljave, zato ker čez 100 let ne niče, kdo si ti. Ja. Ampak vsak za sebe samo grabo, ker tak. Namreč nič nasti pol v grob. Ja. Ampak prej smo začeli, Mihec rekel, seveda bi rad, pač vseeno bi rad bil uspešen. Uspešen? Veš, Zdaj smo tu pri vsak ima toti ego, ne, v sebi. Problem, mislim, ni problem, ampak uspešen v tem smislu, za mene uspešno, da bom imel neki normalen life, da nam životaro, veš, kaj mislim. To je za mene uspešno. Jaz, da imel familijo, pa kućo, da sem sam zazidal, veš, da imel denar za kućo, to je za mene uspeh, pa da imel službo. Pa da imel službo, to je za mene uspeh. Mislim, ne, vsaki teden bo poslušal to. Za mene je pred poškodbo bilo, da sem uspešen, da jim bo v basketi uspelo, ampak pol se pač mora človek sam sabo pogovoriti, pa soočiti, pa neka druga cilja si zastaviti. Zdaj pa sem pač že toliko star, tako govorim, ko sem 50 let star, ampak veš, sam sem preko 20, pa
sam malo naprej gledaš, ne. In za mene je že uspeh, da bom jaz resno imel svojo hišo, lepo porihtan družinski life, zdrave, to je največ vredno, pa službo, ne, neko, s katero bom lahko normalno živel, ne pa gledal vsaki cent, ki ga bom zapravil. Ne zato, da bom milijonar, ne, ampak, veš, da če bi mali rekel, da je imel ne vem kaj, mu bom lahko kupil. Ne slepo verjeti nekim ciljem, ki si jih zadaš, kak neki mladostnik, ki nisi vedel razmisliti o njih, ne. Mislim, Pa veš, tebe je recimo Ja. doletela poškodba, ja, čeprav je to fejst težko se sprijazniti s tem. moraš se Moj enkrat, primarni cilj, ne vem, priti na college, ne, z basketom. je pa v vodo. Veš, se prijazniti s tem, Ja, pa kaj če bi jaz še vse napuščal, samo ti se vprašaš, pa sem jaz s tem naredil večji korist ali večjo škodo svojemu telesu. Veš, poškodbo že imam, ki sem zdaj, bom lahko od tega živel, ne vem, tudi če No. naredim eno stopničko več. saj to je bilo pri meni, veš, jaz še komod bi igral profesionalno lahko basket, sabo, mislim, da tudi zdravnik soočil s tem, jaz ga lahko igram, še 10 let recimo, da se ne kakšna poškodba se zgodi, ampak recimo 10 let, ne, s temi injekcijami, ono tretje, ampak pol čez 20 let bom pa srabo novo koleno, ali pa bom imel deco, pa bom mali rekel, da, a ti brcni mi žogo, ali pa kaj pa, veš, ne mogo. Samo malo za drugo nogo. Pa laufati, ne mogo, pa to pač tako moraš pomisliti, ne. Ja, Sam dolgoročno. na dolgoročno, čeprav mi je ful težko, sicer basketa ni da nam dal beg, pa še stalno hodil malo treninga pa to, ampak moraš se pa sprijazniti, da moraš nekaj žrtvovati, če hočeš na dolgi rok pol. Pa malo imati lažje v Sloveniji se tako naredi z basketom preživljati. Tako da ja. Vse to je še hujša odločitev, kak če se tebi v trenutki zgodi, ker ne smeš, veš, Ja. da res, da ti vsi rečejo, ker ne moreš, ne. Ja. Kako pa da ti neče še reče vedno, samo lahko si ti še vedno se ne ukvarjaš. To je težja Moraš odločitev, ker si ti pri sebi posledice, ja. spucal, šel v prihodnost, razmislil, kaj bi jaz rad, kako želel bi rad, ne. To si res lepo povedal zdaj, ja. Sem se strinjal, pa to sem jaz tudi razmišljal. Sam sem razmišljal v drugi smeri, recimo, da se povežem svet na to okolje, ne. Kako bi mi rešili planet Zemljo, ne, pa zakaj ljudje nič ne naredimo zaradi tega, ne, da v to smer, da bi šli. Glej, jaz če zdaj vržem, ne vem, papirček v naravo, ne, ni takojšnjega efekta slabega, ne, Ja. veš, ni. Ja. Čez 10, 20, 30 let bo, ne, ampak jaz tam razmišljam, zaradi, ker nisem takoj dobil, ker me je nekaj pičilo, boli me, ne, veš, ni bilo to tega upozorila, ne. Čez prihodnosti, tega pa več neš mogo nič rešiti, pa te bo fejst piknulo, kažeš pa te, Ne, da te časa- pikno vesta bo. recimo časa neš mogo nazaj zvrteti, neš Ja, mogo samo spremeniti to tega, kaj si mislim, delal, no. zaradi tega, ker v tistem trenutku ti nisi čutil bolečine, boš pa čutil zato Čez toliko čas, potlikov, čez ne bo čas. več nerešljiva, ne. Ali pa sploh mogoče ne ščutil. Pač dobro, mi nemo, to sem zdaj do okoljski primer, mi tako nemo tega doživeli naši predniki, ne, če bodo. Ja, Če bodo se rešili. Ali pa bodo šli na Mars, ne. tako je rekel. Jaz se striča Kelon jih bo poslal. No, samo misliš, kjer je ljudi, da je poslal. On. Poslal. To bo bogataše si. No, evo. No, Komple, vse ne? to sem zdaj. Izlet In, neki. in lahko tu samo nekaj rečem. Povej. In preživeli bodo tisti, ki so tako tu vse pokvarili z svojim pohlepom, ne. Aha, Ja, bogataše ampak pokvarili. to, kar si zdaj rekel, bogataši je. Premožni. Samo prvo poskusna zajčka poslal. Dobro, tako, jaz samo ne mislim, kjer bo, veš, Ko bo, Dobro, ko bo že vse ko bo to top, ja. ja, mislim, to pa ja, svoje kolega, ampak kaj bo pa tam? isto bodo zafurali, No, dolgoročno. kaj bo pa tam? Spet se bo isto začel isti cikl. Ajde, jaz bi razumel, da ti tam nekaj začneš, ne? Ampak moraš začeti dobesedno, kot da si neandertalec, pač ne smeš imeti nekega premoženja tam, neka blagovna izmenjava, recimo ti meni daš džabuko, jaz pa tebi dam hruško, ne? Na Marse. Veš, na tako, ker kako bojo začeli z narom, pa te bo, pa mislim, sam, pa služba mi že bojo gore, kaj te veš, ne, ampak te bojo že funkcija, te pa spet, to ti Ja, se cika, ti tja ne greš si ustvariti življenja, ti greš tja življenje ustvariti drugim, ne. Če tako gledaš. Tisti prvi, ki bodo tam, bodo delali zato, da drugi ljudje tam živeli, tiš pa del. Ja, ampak kaj bo, to bo utopija tam, ali kaj, veš. Če to samo jaz si to predstavljam, da bo to čez stotine let, ne čez Ja, ja. No ja, desetine to let. ja, ampak Ja, pravim, ja. kaj bo to bo utopija tam.
Kaj? Mislim, kaj bo, to bo perfektno, ne boš samo- imel službe, Ja. ampak boš čiliral cel dan, ali kaj, pa gledal gor, v to kupulo. Pa, zdaj, če boš kao VIP nivo, boš imel astronautsko obleko, da boš lahko k sosedi šel. Aha, nisem svoj kupila. Tako daleč, po mojem, ne moremo še razmišljati. Ker Ja, veš, ne, se to res, ampak Bog ve, kako ima to ideja, samo kako bo začeli spet z nekimi položaji, pa tam, če bojo, pol si res mora on tako zamisliti, tam kot neko, veš, nomadsko življenje, mislim, nomadska selitvena, ampak veš, tako na free. Samo če zdaj nismo recimo sposobni tega na zemlji. Ja, te tak. Mislim, Kaj to? mi bomo hodili iz zemlje ta gor, zato da bi nekaj Da tam bomo dosegli. isto Mislim, delali. nesmiselno, ne. Zato, tako, si ti rekel, zakaj ne, to pa bil takrat jabolko spora, zakaj ne ta denar vlagamo v to, da bi zdaj spremenili, mislim, ta denar, ko gre za vesoljsko tehnologijo, zakaj ne vlagamo v to, da bi spremenili, kar se tu, ne. Na zemlji? Ja, to, kar si ti narobe razumel, veš. Pač, kaj je Lan rekel, zakaj ne denar vlagamo, da bi tu popravili to, kar gre narobe, da ne bi rabili iskati nekih alternativ, pa iti na Mars, ne? ja. No, bi že take situacije, ne, da malo razložimo. Ne vem, zdaj, rekli smo 150 milijard, ne, Iz SpaceX recimo imel leto 2020, ne. Recimo. Zdaj verjetno še več, ne. Si pogledal? Ne. Aha, dobro. Verjetno več. Pa se ne vaze. Letimo v vesolje z ne več tako hitrim razvojem, kot je bil recimo v hladni vojni. Ne. Ker veš, zdaj, če se mi Razvoj tehnologije? ja, recimo zdaj, če se mi predstavljamo, ne vem, tu imamo na X osi imamo čas, tu pa imamo napredek. Ne. Veš, zdaj pa imaš, da začneš razvijati, začneš nulti točke, pa greš, te se počasi tako stavlja, ne. Priješ do svojih zmožnosti, ne, tistih maksimalnih, ne. Tako recimo, če damo na en Dončića za primer, ko je začel trenirati, je go napredek rase, zdaj pa mora vedno več časa vložiti, da bo naredil čisto manj napredek, ne. Ja. Veš, ne. Ja. In to zdaj veš, tu napredki do vseeno fejst veliki, ampak mali napram časa, ne. Ja. To misliš, da ti kontraeksponentno je limitna funkcija napredka v vesoljski tehnologiji? Kako pa eksponent? Več časa boš porabil, da neko tako veliko odkritje dosežeš, kot si jo tu. Veš, tu so pač fejst hitro razvili pot GPS-e, satelite, solarne celice, ne? Veš, ki so v vesolju podli sateliti lahko delali, ne? Veš, to je bilo, čisto nova tehnologija, zdaj pa tu so čisto malo napredki na teh področjih, ne? Na vsake telko. Veš, imamo, tu je bilo, hitro smo, ne vem, raketni pogon, veš, to tak napredek, raketne pogone mi izboljšujemo. To je vedno manjši napredek, ne? Veš, to v tem smislu, ne? So boljši, vse je boljše, vedno je boljše, to se strinjam, vedno je boljše, imamo vedno boljše materiale, samo niso več tako odmevni, kako so bili tu, ne? In ti bi ostavil napredek? Ne, napredek, ne, samo na področju časa, dalj časa rabiš, recimo tu si toliko časa porabil, pa si naredil taki napredek, ne? Tu zdaj, pa boš porabil toliko časa, pa boš naredil taki napredek, ne? Ja, in kaj bi pa ti v sklopu tega naredil? Mislim, No tu pa zdaj fora, ne, zakaj ne bi zdaj šli puno, veš, če se tako tu manjša, ajde, damo vseeno malo manj penez, to je razvoj, damo več penez razvoj, razkroj plastike recimo, pa reševanje oceanov, Ja, čiščenje oceanov, ali še pa stalno odkrivanje bi- zemlje, veš, ker je ne poznamo. Ja, še stalno bi vložil nekaj, ne? Vložil nekaj. Vložil bi, ne bi zanemaril. Da se ne bi stagniralo. Isto bi šlo Ker vseeno rabimo razvoj satelitov, če ćemo tu imeti lagodnejše življenje, veš. Ja. ker jaz imam občutek, da veliko manj, zato sem rekel, BDP namenjamo vesoljski industriji trenutno. Samo v nosu si rekel, ne. Nas, recimo državnega denarja, saj ti ne mreš Elona, to je zasebno podjetje, to so njegove interesi, ne mreš ti vplivati na njegove, mislim, ne mreš reči ti nekemu podjetniki, ne smeš vlagati, ne. Mislim, drugo pa je državni davkoplačevalski denar, to je volja vseh nas, ne. Samo ti vseeno investiraš kot država, če pošlješ novi način vojaškega satelita v vesolje, veš, To je vojska. za 100 milijonov, ne.
Ja, vojska pa je glas države, ne. Mislim, tu jaz vidim ful male sporednice z vse, kot sem rekel, koliko, 20krat manj, ja, investirajo trenutno Amerika kot je, ne. Naprimer, Kaj pa več investira? naprimer v vojaški industriji, ne, Slovenija trenutno, Evropa ima smernice 4% BDP-a. 20krat več kot Ja, no. Amerika v procentualni vrednosti, ne, teži, da bi se oboroževali. Meni se to zdi, ja bi tu kato denar, ne. Ja, tudi, ja, se strinjam, pač zakaj razvijamo, zakaj vsak sebe ščiti, ne. Ja. Zato. Ne, če vsi živimo z istim namenom, ne. Pa vsak ima, vsaki večji narod že ima tudi gumbek za uničenje. Samo pa ti kdaj povem, kam pa investirajo več, če ne več vojno teko. V vesolje. Na pamet ne vem samo, da veliko manj. Lahko pogledam. Pa tudi, če napram vojaški industriji, tu je, gledam tudi po moje manj, kot so v hladni vojni, ker takrat so bili nori, zaradi Ja, vpliva tega socializma z Rusije, ne. Mislim, oni so se Samo jaz bali. sam ne bi rekel, da Američani zdaj, recimo toti 4% si rekel, da so nekdaj v hladni vojni, 4, zdaj pa 0,1. 0,2 še, nekaj takega. No, jaz mislim, ker vseeno ne, totih 3% zdaj vlagajo v reševanje zemlje, ne. Ja, Veš, če smo zdaj tu, ne. aha, da bi, mene bolj zanimalo, ki bi jaz kato, ne, ja bi vojsko prvo. Vojsko saj, 5krat to se hitreje. strinjam, ja, pač samo to mora biti, nekaj se vsaka država mora počutiti varno, ne. To je tista varnost, ki ti moraš zagotavljati, osnovna potreba, zagotavljanje svojem ljudstve, da so srečni, ne. Ja, tu pa je bil fenomen, ko daš to potisneš v ekstrem, ne, da se tako varnost hočeš zagotoviti, to je bilo jedrsko oboroževanje, da si že bil sam sebi nevaren, ker če bi ti strelil za svojo lastno varnost, jedrsko konico, Posledično sebe, ja, bi sebi svoj- škoduje. bi svojo državo ogrozil, ne. In to je bilo v koncu hladne vojne, največjem piku, je bilo že provokacija tako velika, da nihče si ni upal več verjeti informacijam, to je primeri so bili, ko je bilo dejansko ena točka stran, da izstrelijo konico in se bi začela jedrsko oboroževanje, bi svet šel dejansko v oranže kurec, ne. In to pol več ni varnost. Vse vojna industrija, mislim, vesoljska industrija fest pripomogla pri razvoju raket pa tega, ne, v vojaški industriji, ne. Veš, se tudi raketni pogoni se največ Se to uporabljajo zdaj uporablja. v vojni, ne, pa materiali, pa, No, Definitivno. veš, nismo pridobili, ne vem, zdaj, zdaj nekega pa- bolj alternativne rešitve, veš, letenja, na kakšen bolj isto nefosilno, je, ko je nefosilno bilo, ja. gorivo, Aha, ne. letenja. Isto, ko je Veš, bilo. recimo, ne. Zadnjič sem te raziskoval, ker mi ni dalo mira, kaj smo mi izumili vse, ne, z vojaško, vesoljsko industrijo, pa se ne zagovarjam jaz tako velike mere. Izolativne materiale, ful tudi v gradbeništvu, aplikacija. To je bil mi zelo zanimiv fun fact. Prej smo šli na Luno, kot pa smo izumili torej kovček na kolesce. No, ja, vse to, Prej so to aktu. veš, to je meni čudno, ne, veš, slepo letanje za nečem, kaj je mogočno, ne, namesto da bi tu poskrbel za ljudi, ne. Za enostavne stvari. Veš, to se ne zadnjič hodil dopovedati, ne, zakaj ne bi tu pošlihtali najprej stvari, pa te reševali, odkrivali, ne vem kaj vse, ne. Veš, to je meni skregano z Ja, logiko. po mojem pol glih tu prepreka ta politična. Ja. Saj pogledaš, koliko delaš v oceanu, pa tega je Sploh ne ne poznamo, razkrit. ne. Pa kaj, ne vem, na vsega toliko prija, kakšen video, neki ribe, ko jo prvič opazijo, pa to, ko so, kot da je bila dinozaurje, veš. Ne moremo se soočiti s pritiskom v oceanih, ne, Ja, a mi pa bi šli v vesolje, ki ga Mi pa še manj poznamo, ne. koliko delaš te poznajo oceanov, mislim, koliko vem, zelo malo, ne. Majhen delaš. Ja, globino. Ja, mislim, raziskanega je sploh zelo malo. To raziskanega, Ja. veš. In te zanima ocene. Vala, mislim, da bi se samo Lahko se potapljal, članiš ampak- potapljaško sekcijo, pa da vrmaš. Že lobira. Nekaj To je zdaj cvika. sponzorska. Ja, mislim, vse to. No, tudi BDP, kar smo prej omenjali, zdaj gre veliki delež gre v to tem. Ja, tehnologijo, kot je Amazon, pa take fore. Pa pol uvoz, pa izvoz.
v podjetja se vlaga, pa pol seveda storitve, pa nepremičnine. To Samo se to je dosti tako grobo, ne. Ja, Veš, kaj je to? Mislim, ne, se v tako veliki meri vojsko omenja, pa vesoljska industrija, ampak Samo veš, tu More- se pa lahko tudi skriti no, denarji, to ne. sem glih te reči, verjetno vojsko se ziher prikriva, koliko se vlaga v vojsko, če smo iskreni, sploh v Ameriki, ne. Za to tehnološko oziroma vesoljsko industrijo pa ne vem, mogo bi res, zakaj to prikriva. Prikriva. Mislim, vojsko ziher prikriva, ne, koliko se vlaga. Pač po moje. Ne bojo oni točnega podatka razkrili, koliko vlaga v vojsko, a po drugi strani so največji predavalec orožja, ne, v Ameriki. Mislim, Je Amerika. ja. V Ameriki je Amerika. No, Amerika, je Amerika, ampak veš, po moje ne bojo oni razkrili podatka, koliko pa resnično vložijo v vojsko. Oni bojo prikazali mali procent, ne, da se zdi tako, jako da oni se razvijajo, pa... Ampak se, če pogledaš za politična situacija, kaj je že vse zagrozil, njemu je vojska glavna, ne. To glih. Misliš, kaj je to tem na vodilnih mestih čar zgibiti, veš, fosilna goriva, mislim, kaj 4 bilijone na leto obrne od nora, ne. Veš, kaj je to? Če mi je čar razgibiti, Veš, tudi, ki so na vodilnih položajih, se odreči denarji, ne. Ja. vse jaz tudi mislim, da če bi jim bil to čar, pa če bi to forsirali samo zeleno, da tudi to ne bi bilo za gospodarstvo dobro. Ja, ne bi bilo, ampak mogli bi te neki drugačni sistem spostaviti, ki ne bi bil tako mahjen na denar, ne. Ja. Ker zdaj smo imeli Nemčiji mahjene levo politiko, ne, mahjene na ekološko in poglej, kaj se zdaj dogaja z njihovo električno energijo. Ne. Ja, Groza. pa kaj se A dogaja? Nemčija to? Nemčija. VW-jo, pa take vesti. Ja, in to, ne, pa to dejansko je posledica posledica zapiranja jedrskih elektrarn. Ja. Ne? In zdaj pa spet zaganjajo nazaj termoelektrarne in kurijo fosilna goriva, zato ker morajo zaradi elektrike, ne? Ker Ja. niti ne proizvedejo dovolj. Jedrska so zaprli. Ja. Oni so vse jedrske elektrarne Samo zaprli. zakaj pa jedrska, ki je najbolj učinkovita? Ja, Rekli so, da grejo najbolj učinkovita, ampak grejo na zeleno energijo, zeleni prehod. Samo- Celic, Samo jedrska energija tu izjani, ne vem, kak je u nas. zaradi jedrskih odpadkov. Odpadki Ampak pa ja. niso, to je, mislim, Ni Mali niso. delaš, ja, ne. ampak skladiščenje, ja, dosti. Ja. pa dejansko sploh ni toliko problema, saj Rusi že razvijajo. Mi nek procent urana, ko ga obogatenega urana mi ga uporabimo in prija na nižji procent. In mi ta procent urana še mu vedno lahko uporabljamo, Bi naprej, ki ja. mu zdaj pravimo odpadek. Ne. Ampak trenutno ga samo skladiščiš in ti ga lahko skladiščiš, koliko hočeš. In mislim, da v Krškem je za en olimpijski bazen. No vidiš, recimo tu smo zdaj spet, lahko bi tu šli v toti razvoj še malo več. Da bi veš, se vlagali, ne. to vlagalo ali pa... Recimo tudi v hidroelektrarne, koliko večji izkoristek doseči, ne. S turbino. Veš. Mi namo za to izumili, kak, ne, ampak Ne, ne vprašanje to samo bojo to, bolj veš. pametni ljudje od nas, ampak dajemo ideje in pol se ne bi branili našega podpisa pod idejami. Ne, mi rešitve tu ne bomo našli. Ja, potem se jaz z vama strinjam, ne? Samo jaz ne bi kato začel katati oziroma jemati stran, zmanjšati resursov pri vesoljski industriji, bi vojska. Ja, prvo vojsko. šel. Vojsko, tako ali tako, to bi vsi mogli, ampak Ja, to je kolektivno ne- bi to je mogel. nemogoče, Ker če ker- ena država, mislim, če bi zdaj se mi samo, ali pa recimo Amerika, samo to je tudi za ameriško varovalno politiko slaba stvar, Ja. slaba odločitev. vsi Po mojem bi najkrat kolektivno mogli, to. ampak dokler bo nema za linčati, če bo kdo taki gledal, ampak dokler bo taki diktatorji na oblasteh, ne, in na vzhodu in na zahodu in pri nas in na jug, pač povsod, se najdejo nekaki biseri in dokler to ti najo pač šli v pokoj, Prišli drugi. stanje. Ja, Bodo prišli drugi, to je tudi res, ampak vseeno upam, da bodo prišli mladi, ko pa bomo imeli tako mi, mislim, že med nami se najde taki, ko zagovarjajo to, ampak upam, da večina takih, ko ima drugačen pogled na svet kot... Ampak kdo zagovarja to? Tisti, ki nimajo tega. Pa ne, ja, Ker veš, tisti, ko denar ni- pokvari ljudi, priješ tiste meje, ok, imaš 5 firm, logično, da boš študiral, kako to ohraniti, kako čim več denarja obrniti.
Pa če tudi vplivaš slabo na okolje, ne. To je pa to tak začaran krog, ne. In smo opet skrenili, naš nič. Denar pokvari ljudi. Ja. Prevelika količina denarja. Če še bolj pomembno, na kak način priješ do denarja. Ja, to pa... No, Zdaj sem v glavi Ivo Boscarola, ne. Veš, ali pa ne vem, tudi, kaj sta Tom Seven. Tako tega Talking Toma naredila. Ja, ona ogromno zdaj Vlaga, razvija v zdravo, torej generacijo novega mesa, Ja. ne pa tega. Ja, odvisno vse od človeka na koncu samega. Ja, mislim, ja nima res uspelo s to aplikacijo, ne. Pa Kaj sem mislil reči? Aha, preko ste rekla, kaj mislite, da se svet vse bolj globalizira oziroma združuje, ali da se vse bolj frakcionalizira? Mislim, v določenih pogledih se, ne. Ampak pol pa ima spet druge poglede, ko se oddaljuje. povezuje se prek Facebooka, ne. Pa TikToka, Instagrama. Ja, mislim, že to je... Going viral, ne. Že Veš. to je slabo, to je. to je ta slaba stvar. Ja. Ampak jaz bi po mojem, mislim, koliko opažam, zdaj ne vem, če v redu opažam, ampak bolj se ljudje zavedajo tega globalnega segrevanja, naprimer, pa se zavzemajo za to, ne. Kar opažajo tudi, ne vem, že v Sloveniji, ko opažamo, ni več snega, pa takih stvari, ne. Za vsem, sicer bo še se eni našli, ko bo ne vem kak. Trump ne verjame. Ja, veš, ne vem kak. Pa ve, gled, ki je on, ki si ti. Ja, Trump, če rabiš kakega. Okoljskega varovalca, Ja. oziroma kaj se to Svetovalca. zavešča. Prosim, ne kontaktiraj me. Moja boš ti z takim nazivom, boš, To pa ja. Prej mu boš umetno No, dihanje ampak delal. samo to so pa resno dejstva, da se segreva zemlja. Mislim, ne rabiš verjeti, da se, pa ne rabiš verjeti podatkom, kako so oni to ugotovili, za koliko se segreva, to te stopinje, ampak človek malo pogleda okole, pa ti bo vse jasno, kakšna poletja so, kakšne zime so, ko sploh zime niso. Pa malo pogledaj, sploh, če bojo starejši to gledali, pa jih ne, zdaj v nič dajem, ampak pogledajte malo 30 let nazaj, 40 let nazaj, kaj so bile zime. Pač jaz to sicer se stari ljudje malo to napihne, ne, ampak veš, so bile zime. ja, nekaj je bilo več snega. Ja. Hodili so 3 metre snega, hodili so Peš do šole. Peš do No, šole, 10 km. Lan pazi, da ti nauči za 10 let, žal. Tega so se vedeli, veš, ja, veš, ti boš na vodilnem položaju, pa bojo. Ne, Ja, jaz sem hodil, kaj, tudi v snegi sem hodil v No, šolo, ampak- kakšna poledica je bila, pa jaz sem samo No, pravim, moja mama eh, pelati v šolo, ne. Pravim, hočem to povedati, ljudje ne rabijo verjeti nekim, da so oni šli za ne vem kam zmeriti temperaturo zemlje, pa to, kar se jim pač zdi neverjetno, kako bi zmerili temperaturo zemlje, pa jedra, ok, I get it, ampak samo malo pogledajte okolje, pa malo pogledajte, koliko več je poplav, pa cunamijo, pa ne vem česa vsega, ker se dviga morska gladina, kolikokrat zalije dolje morje, ne, to se v preteklosti ni tako dogajalo, ne kot se zdaj. Sploh pa pač pogledaš, že sam pogledaš, kakšne temperature imamo zdaj, ko skoraj da lahko v kratkih rokavih hojiš v določenem času po zimi, ti vse pove. Pa to ne da... Ne, nihanja so bolj nevarna, tista povprečna temperatura je približno, ne, ampak nihanja so Ja, nenormalna, ne. velika- 15 stopinj bo čez 2 dni, Ja, pa imaš tako... potli pa bo naslednji pa bo Mrzlo. 3 stopinje. Ja, mrzlo. To je To problem, je ne. problem, ne. In to so, pol se tudi kao rekordi postavljajo, pa take stvari. No, to za mene ni rekord, to je slabo, to ne bi jaz dal kot Eni si rekord. ploskajo, ne, bravo, Ja, gleda se. drugo leto, zdaj moram še bolj kuriti, da drugo leto bom prispeval k rekordu, veš. Ni to v redu. Samo veš, pri nas v Sloveniji, mislim, da se to fejst osvešča dobro, smisli, v osnovni šoli se že učiš v učinku tople grede, ne. No, Zato je pri nas to tudi tako fet. Jaz ne bi zdaj slepo rekel, da je vse posod po svetu tak, ne. Jaz mislim, da se mi generalno ne strinjamo, ne da generalno, da ni tople ali pa je, oziroma učinka tople Ne, grede, to- ampak kakšne so sredstva, da mi uporabimo, da to preprečimo. Ker recimo Trump ne bo svojih resursov katil za industrijo, pa industrializacijo, pa Make America Great Again, zaradi tople grede. Ja, to tak ne. Če bi bil, da bi mogel, ne vem, nekaj drugega narediti, seveda, te bi rekel, ja, topla greda je, bomo mi to, oziroma globalno segrevanje, bomo mi to
sposolvali, ampak ne bo svojega Američanov pustil nasedili zaradi to premiero. Ampak sem mislil, da bi že on to rekel, kakšen vpliv bi lahko to imelo na ljudi, ne? Ja, sam pol pa bi mogel nekaj narediti, ne. Kaj? Veš. Ampak bi želel vsak... Vložiti denar ne No, ampak bi želel v vsak črpanje sam pri nafte, sebi ampak nekako nekam začel, drugam. ne? Mislim, pri nas je super že to, da imamo urejeno, dokaj dobro imamo mestne avtobuse, čeprav zdaj so na Maribori linije čist zmrdali, kako naj prijem do faksa, alo? Jaz ne vem, sorry. To sem čutil, da sem bil. Nikakva so. Dobro, ampak ne bomo zdaj o tem. Ampak imamo, veš, mestni promet, da se lahko ljudje odločijo, da raje grejo z avtobusi, pa bicikle imaš na vsako trko. Že to, mogoče se nam zdi to malenkost, ampak na dolgi rok, ampak pa če velika masa ljudi to dela, se vseeno pozna. Samo če je to dobra alternativa, ne? Da ni to Ja. neka brezvezna. Mislim, Ja. da ni konkurenčno onemu, kaj imamo zdaj. Ja. Potem množica temu ne bo sledila, To ne bo ja. učinka, denar se bo zapravil, To. primer Nemčija, samo zaradi nekaj dejansko dobrega namena, ampak ni bil, ne vem, Dunaj ima tako dobro neurejeno, dokaj, s temi mestnim prometom. promet, pa to ja, veš. Meni Dunaj deluje ful kot zaprto mesto, če hočeš ti z avtom odpriti, ne. Pač, aha, center. ja, tak, ne, da se raje ljudje pol odločijo za, pa mislim, prej Samo je, to je če se Evropa, ki ima ful dela dela na tem, ja. zakonodaji, v smislu s tem, ne. Zdaj pa pogledaj ostali svet, kako ga je. To, ker mi smo male ribe, Evropa. Ja, In iskreno. generalno se premica globalnega segrevanja ne obrne, ampak mi smo vseeno bolj ozaveščeni. Kaj ti je jasno, da mi zdaj dejansko sami sebi bolj škodimo. Ja. Regulative polagamo. Pač v smislu mi zaradi tega, ker mi tako smo tisto prej rekli, mi gledamo za prihodnost, ne, veš, za boljše življenje, kako zmanjšati učinek tople grede, ne. Pa za sedanjost. Ne, oni pa, ja, zdaj, to ne bomo mi ljudi spremenili, ker morate niti šol nemajo teko, veš, v tistih revnejših državah, nimajo niti možnosti poučiti. Ja, te pa niti ne prije to do njih, Otroke. ne. In oni spod ne vejo. Ne vejo, pa bodo vlagali v razvoj, ne. Smo morate še, vejo. v industriji so ne še tako napredni, kako smo mi tu, ne. Ja, in je, to mi je bolj... Pač oni zaostajajo Cilj, ja. 50 let za nami, oni še vedno morajo fosilna goriva na polno kuriti, če nas čejo dobiti. ne. Ja. Ampak, recimo, vzemimo primer Kitajske pred leti nazaj ali pa v primerjavi zdaj. Jaz mislim, da Kitajska se bo postala v naslednjih nekaj desetletij number one, ne? Ampak mi se bojujemo z našimi regulativami za dober namen, ampak bomo vseeno zgubili, ker smo ali premalo konkurenčne. Zgubili bomo v tem smislu, ja, In konkurenčnosti. Samo, na čemu koncu, pa samo dobro, ne. čemu dobro, ampak na koncu dobra ideja ob nepravem času, ne, je slaba ideja lahko. V smislu, mi bomo nazadovali, bo 50 let Kitajska pred nami in potem bomo Samo mi v katerem spet samo smislu bo pred nami. bomo se Če zdaj primerjaš, tehnološko oziroma finančno gledano, ker ti ne moreš nekih ekoloških resursov delati z tem, da nimaš financ, ne. Veš, vedno ti je neka alternativa bolj poceni, neka slaba stvar, ne. Bolj so mi mogli na slabe stvari vnašati, tako je zdaj recimo Nemčija bila ob nepravem trenutku z dobro idejo, dober namen so imeli, ne. Slaba izvedba, pa slabi čas. Ki je bila, ideja pa je bila ne, kako bi rekel, podjetna, ne. Ja. Ni jim prinašala dobrega kapitala, ni bila stabilna in to mi je škoda, ker mislim, da s temi regulativami se mi samo dušimo v našem. ja, to se v Evropi. strinjam, ja. To v kako race, tekmovanju za Aha. vodilnimi, to izgubljamo logično. Ja. Ja, Samo nam kaj fali? zaenkrat ne. Mislim, dosti se budimo, to se tako je značilno Veš, to za pa opet Slovence, tisto, ne, ampak- stremimo po tistem Ampak nam je tekmovalnosti, lagodno, nam je, veš. dobiti nekaj še več, ker s tem, kaj imamo, nismo zadovoljni, ne. Zdaj nisem glih bral raziskavo o točno tem, da živimo statistično gledano v najboljšem možnem času na svete, mislim, kdajkoli zgodovine, vendar smo pa najbolj nesrečni, povprečno gledano ljudje v zgodovini. Kaj pa? Torej, z depresije, anksioznosti, samomorilnosti, ne. Zaradi obdobja, ker imamo obdobje, Ja, in gre v to smer tako. ker imamo Se ful strinjam. preveč obdobja in
Ja, te vsaka malenkost vrže s tira, ne, In tako bom dovolj, rekel. ja. Nismo več odporni na, tako kot ne vem, nekdo so bili odporni na mraz, mi nismo več nekaj, imamo obdobje. Ja. Pa individualizacija, ne? Vsak za sebe in pa manj, zruši še tudi posameznik. ja, v meni nekem se- Pa času. tekmovalno z drugimi, Instagram, TikTok, ugled, ovje pa je bil zdaj, ne vem, na Islandiji, wow, jaz bi tudi, pa ne vrem, ne. te pa si že, Ja. ja. Pa te že Ampak to spravi na tla, veš, problem- to, ne, kako smo, Mislim, jaz še imam eno dodatno perspektivo, glede na to, da delam tudi v zdravstvu, ne. Meni se zdi, da ful problem pressing pa časovno, veš, da bo takoj, vse hoče, mislim, Moraš prije biti pa- uspešen zdaj. Ja, pa ne vem, prije pacient do tega, pa takoj hoče imeti vse nareto, veš. Te pa vsak dan pod takim pritiskom človek izgori, ne, Ja. logično, ker vseeno jim hočeš ugajati, ne, kar to ni dobro, moraš biti asertiven, pa se tudi za sebe postaviti. Sam tu skušam biti tak, ker na dolgi rok, tako si ti rekel, ne, enim je lagodno preveč, pa ne vejo, kaj bi sami s sabo, pri drugih pa problem, ker je taki pressing konstantno. Saj veš, odvisno sicer od službe, ampak priješ domov, pa že te lahko kdo kliče za službo, ali pa ti pišejo, pa tudi čeprav ti ne bi smeli, ne. In ti si non-stop samo v službi, ker problem je tudi, da se ljudje ne, ali je udobje problem, ali pa da se ne znajo odklopiti od službe. tu moraš biti karakter, pa reči, Ja. tu bomo ne zadosta, ne. Ja. Sam sebe In- prečititi. Velik, mislim, zdaj lahko spet čist zaidemo. Moje osebno mnenje je, zdaj lahko pogledaš, vsaki tretji moški ima že rakava, ne. Pa tudi ženske, pri ženskah je fejst pogoste, ampak sploh, mislim, sedaj ne vprašajo, zakaj, ne. In ugotavljajo, da je stres velik dejavnik, ne. Seveda, če pa gled, v kakem času živimo, vse takoj, pa mislim, človek vstaje se malo, pa razmisle, pa zadihaj, pa id dalje, ne pa nekaj nepremišljeno, pa veš. Te pa ni čudno, prej zboliš, pa ne vem kaj vse. Že ne, da bi imel neki negativni kemijski dejavnik, ampak samega sebe fiziološko Če uničuješ. biti malo bolj hvaležen, kaj imaš, ne pa Ja, ne ti potem, kaj nimaš. vse dokazano, stres slabo vpliva, ne. Sem pa zadnjič glih eno tako lepo misel, kaj je bolj pomembno, da kako zaslužiti več denarja ali kako prišparati več denarja. Kaj je bolj pomembno? Za nekega posameznika, se to lahko samo vsak za sebe reče. In sem glih, ogromno sem jaz v to filozofije vlagal, da bi, kako bi jaz prišparil ono, ampak se mi zdi, da ne, to je proti utež temu, kaj si zdaj govoril, Ja. da se mi zdi, da se ti življenje dosta bolj spremeni, če daš fokus na kako zaslužiti več. Ampak ne smeš Zaide. pa ne smeš zamenjati to, kako delati več, ne. Kako zaslužiti več, ne delati več. Da delaš isto, pa zaslužiš več. da ne Recimo, rabiš- lahko delaš manj, pa zaslužiš več, lahko delaš malo več, pa zaslužiš dosta več, ne. Ampak nismo več v časi socializma, ko si ti šparo pa Ja. tlačil, ne. Ker inflacija te ubija počasi, ne. Vse to, Tako da se nočem prevzeti. to res, ja. Taka je tematika, ja. Težke pa tudi. Zdaj bomo tako izpadli, kot največji filozofi, pa bojo kakšni starejši gledali, pa kako se to ti pametne Ne dela. bodo pa to, gledali. ampak Na skire se, Veš, veš, kaj bi kaj rekel? gledali bodo, bolj tudi kaj ne spoznajo, tako da. bip, klinci gleda, bip. Ja, pa se mi zdi, da še je pomembno vsaj, ko vse to se marsikdo tako pogovarja, ne, mi zdaj sicer bomo posneli to. Ampak nič ja, tako bomo zdaj to javno, nekaj. Ja, ampak mikrofon pa kamera je ena od tež več, ne, ki ti si zdaj vodi, mi plavamo, se hočemo nekaj pogovarjati in tu te pa dol rivle, ker imaš vedno v ozadju nekaj. In mogoče- Kaj lahko povem, ne? Tako, Ja. kaj si kdo misli, ne. In je težje, mogoče marsikaj zdaj mi povedali, ne, Še zraven, ampak. ampak Morate kaj na kakšen bolj odprti način. recimo bolj sproščeno. Ja, Ja. ampak vseeno, mogoče bo pa kdo se videl v toti temi, pa mislil, ja, vse po eni strani imajo prav, pa po drugi strani narobe, ne. Pa če bo dal konstruktivno kritiko, super. Ja, ne, Sej- dokument. Ej, se Tukaj tako, v se komentar. tako. Tako smo prišli v krog, nič, pač ne moreš rešiti, ne. Ne, to tako Bogati ne. vodijo svet, svet vodi denar in to je konec, ne. Ja, mislim,
Nič novega nismo odkrili, ampak smo vsaj javno izrazili svoje mnenje. Pa nismo ga izrazili kot, naprimer na Facebooku, dosti krat vidiš anonymous participant ali member ali kaj veš. Aha, ja. Tisti so največji, mene javno, povej, ne pa da se skrivaš. Spoštljivo. Samo ne, Ja, pač jaz no, mislim, ker smo ja. vreji, nismo šli, ne, nemaš prav, veš, Ne, vsak se je s vsakim strinjal, ne. Zaradi, ker vsak je v bistvu prav povedal. Vsaki trditvi je bila neka resnice. taka tema so, da ni narobnega mnenja, ni to tako matematika, veš, 3 plus 3 bo 5, recimo, Ja. pa 4 kot 6. En je malo bliže veš, resnici in malo bolj dalje, ampak Ja, ampak to se že vidi, veš, isto, ker če bi same taki ljudje bili na svetu, bi svet funkcioniral vrej, ne. Ne pa samo, da lažje rečeš- bi bilo, ja. Ne, samo Mars je naša rešitev, veš, recimo, ne. Ja, ker ne, Ker, ne, veš, samo to vidim. ljudje ne znajo kompromisov sprejemati, ne. Vsak bi rad svojo nekako silo, bi raje slasno prav. Ego. Ja. To je pol težava, nič drugo. Mogoče pa bo se kdo pri sebi zamislil, pa vplival na boljši jutri. Ne. pobirajte robčke po tleh. Imam še en fun fact, ki se tiče vesolja, ne, če se da še malo navežem. Povej. Imamo filme, Wall-E, resanka, in film, te Interstellar, Elysium, ne. Ko ljudje uničimo zemljo, iščemo rešitve, ne, kako preživeti. Ne na zemlji, ker smo uničeni, ampak vesolje, ne. In vse so te isto zgodba praktično. Bogati odidejo, revne pustijo, da se zadušijo, praktično, ne, da tako rečemo. In upam, da bomo mi to preprečili v Da resničnosti. ne bomo šli po filmih, pa po risankah. Ne, mislim, Tudi po Interstellar, recimo, tako posnet, ne, tam tisti prah, zadnjič sem ga gledal zaradi filme Vidoma. Si še enkrat pogledal? Ja, osvežil. Moram reči, fejs drugače gledal, ne, guys. Kako sem ga tega, da sem ga pred 10 leti gledal. Dober film, ne. Dober film, res. Pa zdaj ga bolj razumem, tudi to prehajanje časa. Gravitacijo Fascinantno, hitrije, s hitrostjo. Ja. Čas gre. Pa tisto, da ljudje pomagajo ljudem, ki so ljudje prihodnosti. Veš, pomagajo. 4-dimenzionalni ljudje pomagajo 3-dimenzionalnim ljudem Aha, najti rešitev, da bodo postali. jaz sem to že malo vse pozabil, zdaj še bom mogel jaz malo osvežiti. Ja, no, skratka, tu sem to samo primer teh filmov, da naj se ne zgledujemo po njih, ne, Naj nam bo opomnik, opomnik. kar se lahko zgodi, če se nam malo stavili pa zamisle. Ja, seveda. Tvoj. Čakaj, Povej. da odkrivanje vesolja, ja, ampak pametno razmisliti, je resno pametno trilijone vložiti v to, če pa imamo teko problemov v to. Kakšen je namen z odkrivanjem, Ja. bi jaz rekel? Ja. Pa dobro. Aha, je moj fun fact. Ja, te še pa jaz. Aha. Fun fact. Ja, Te glede se ne smejo. mislim dobro. Te pa samo fact. Bom jaz tudi dodal pol enega iz glave. Tako. Je torej primerjava za kako dejansko je težka črna luknja, je tako, da bi mislim, da celo zemljo, v tem smislu, celo zemljo tlačil v en kovanec. Kako zdaj? To je tisto, ne, Čakaj. ko imaš tak preprogo, pa vržeš kroglo notri, ne, in kako se prostor ukrivi, ne. Ja. To je tista fora, ne. Kako bi Einstein, zdaj? ja. Da še enkrat povej. Torej, masa črne luknje je tako, da bi spravil celo zemljo v, ali lahko to rečem gostota, torej, Ja. v en kovanec. Tako je težka. Ali pa je neka fora, cela Himalaja v en kovanec, v tem smislu, da je zelo, zelo nakopičena masa v enem točki. To si pa ne želimo not zaiti. Mihaj, celo si prostovolec, greš prvi. Prve, pa vedno zadnji, ne. Kaj veš, Morti, boš ti 4-dimenzionalne ljudi tam srečal. čakal. In bolje je teorija, da zaradi te mase ne, se ukrivi in priješ v drugo galaksijo, oziroma Ja. v drugo, to so dimenzijo, ne, zaradi ukrivljenosti časa in prostora. Samo, zakaj? To je pa že Ne, preveč. ne, ampak- to ne moremo. No, ampak zakaj? Ker to še oni ne vejo, če je res. Zakaj naj bi nekih, če imamo tudi te satelite, pa ne enega vse, zakaj naj neke rakete not poslali, pa... Pa veš, kje je to? Mislim, da je to daleč. črna luknja, oddaljeno, kje je ja, to, ja. fejst oddaljeno, ampak
Če bi ne šel peš, ne vem, če bi jutri prišel. Mogoče je ki tak, vse v Interstellar je ena mala, ne? Interstellar je ena mala. Ja, se boje bi naj bilo več, ne bi Veš, bilo. ena mala in oni grejo Zdaj tu mi notri, spomin ne. hoj nazaj, ker vse Veš, sem pozval. ja. No pa na Saj tam je tudi splošno taka naj fora. bi bila, Oni so odkrili takrat, ugled tu pa je pri, ne vem, kje je bilo, Jupiter Ja. ali kje, ne. ampak Ja, pa, no, da zaključimo s tem, mogoče pa v drugi črni luknji bo odkrili novo zemljo, ne. Verjetno Mogoče obstaja, pa, mogoče verjetno pa res. Ker to, Je za drugič. ja, mislim, to je tako veliko vesolje, tako veliko kot miza, mi pa smo taki Kaj če bi del. to postal vesoljski podcast? To lahko razglave. Možda ti še fakt. No, še moje zanimivo dejstvo, če se kdo ukvarja s stavami, če letos stavite na Lakerse, da bojo v finaleh, garantiran zaslužek. Evo. Enkrat te nade kdo toža. Zdaj pa Zdaj hej. Ker samo dokaz, ne. Jamljite zakupov, ker ste Lakers fan, ampak dobro nam kaže. Ti bi odgovoril danes na vprašanje. Jaz bi jih, Jaz bi tako rekel, to je hvala vsem, ki ste rekli, pač ki ste odgovorili na Q&A, oziroma na Q samo. Pa vsakič dama 3. čakaj, danes ja ali ne? Ja, lahko danes 3, pa naslednjič 4, naslednjič 4. Veš, te pa kdaj bomo vse šla skozi, lahko damo novega, Ja, kaj sprašaj. 3 vprašaj. Lahko si preberem samo, da vidim. Ja, pa koga kjer sem. okoli lahko vprašaš. Pivo ali špricer? Jaz sem pivo, fan. Jaz pa špricer fan. Špricer fan. Najslabši film? Najslabši? Najslabši je... No, Napoleon. Napoleon? Daleč najslabši. Ker je, mislim, glede na pričakovanja je bil najslabši. Ziher so Aha, še slabši, ker so ga- ampak vem, da so Ker so slabe. ga hajpale. Ja. Moj najslabši. Po mojem Madam Web. To sem bil resno razočaran. Katastrofa s filmom. Pa še pol, katero knjigo predlagate in zakaj? Jaz sem pa rekel svojo knjigo, ki me je prepričala o branju, torej Milijon majhnih koščkov, James Frey, mislim, da je. Million Little Pieces. Mislim, da. Kljub samo rečem življenju, da. Kaj? Kljub samo rečem življenju, da Viktor Frankl. To je za neko generalno priporočilo, sicer odvisno vsake rad bere, ampak mislim, da je to taka poljudna tematika. Uživajte v branju. In gledanju, Mihec, hvala, da si prišel, ne, na prvi. pa še kdaj. Seveda naslednjič še snemamo za tvoj rojstni dan. Bomo praznovali. Ja, bomo. Marca je to že, ne? Ja, bomo snemali. Ja, Ja, ko bomo snemali. bomo. Tako da se vidimo. Čau. A ja, vesede, heca To imaš na začetku. Heca se.